Poglejmo sedaj prvo definicijo trigonometričnih funkcij, definirane v pravokotnem trikotniku. Ta definicija je zelo važna, ker ima dosti uporabe tudi v fiziki. Ali vsekakor, če vi morate razrešiti trikotnike, vam to rabi, vam močno svetujem, da se to naučite na pamet. Ta je ena od zelo redkih stvari, ki se jih je treba naučiti na pamet, po mojem mnenju. Ampak tukaj z imeni, ne s črkami. Zakaj? Ker če vi računate te kotne funkcije za ta drugi kot, črke se obrnejo ali pa lahko ima drugačna imena, ali pa tudi v fiziki so druge stvari. In torej naučite se tako. Sinus alfa, torej imamo hipotenuzo in dve kateti v pravokotnem trikotniku. Tukaj sinus alfa je nasprotna kateta, torej na drugi strani nasprotna kateta, vlomljeno hipotenuza. Kosinus alfa je priležna kateta, tista, ki leži zraven, priležna kateta, vlomljeno hipotenuza, in tangens alfa je nasprotna kateta, vlomljeno priležna kateta. To velja za kote med 0 in 90 stopinj, ker ta alfa je tukaj ta kot v pravokotnem trikotniku. Potem je bila dana neka bolj splošna definicija, ki velja za katerikoli kot. Narišemo v koordinatnem sistemu krožnico s polmerom 1. Enotska krožnica. Sedaj, tukaj kako definiramo kote? Kot nič je tukaj, potem če se mi gibljemo v tej smeri, ta je pozitivna smer in večamo kot. Lahko gremo čez 90, tudi čez 360 stopinj. Če se gibljemo v nasprotni smeri, imamo negativne kote. Sedaj, recimo tukaj imamo naš kot alfa. Ta točka ima dve koordinati x, y. In lahko rečemo, da to je x in to je y. Sedaj, kako so definirali sinus in kosinus na ta način? Tako da ta točka ima koordinati kosinus alfa, sinus alfa. Torej, kosinus je koordinata x te točke, sinus je koordinata y te točke. Za tangens je malo drugače. Torej, zmeraj v koordinatnem sistemu damo krožnico s polmerom 1 in tukaj narišemo tudi tangento. Daj naš kot alfa. Ta krak seče to tangento v tej točki. Ta tangenta ima dve koordinati. Koordinata x je 1, ker ta polmer krožnice je 1, in koordinata y je prav tangens alfa. Pri tangens alfa bi bila ta dolžina. Sedaj opazimo nekaj. Če kot je v prvem kvadrantu, torej sečemo tukaj. Če kot je v drugem kvadrantu, kam gre sekat? Mi imamo podaljšek na drugi strani, gre sekat tukaj na negativni strani. Smo v tretjem kvadrantu, gremo spet sem, smo v četrtem kvadrantu, sečemo direktno dol. In opazimo tudi nekaj drugega. Ko se kot približuje 90 stopinjam, ta točka gre zmeraj bolj visoko. In to je v bistvu, ko pridemo 90 stopinj, točka zbeži v neskončnost. Tangens od 90 stopinj je neskončen. Sedaj, lahko definiramo še druge tri kotne funkcije na podlagi teh. Imamo kotangens alfa, ki je 1 vlomljeno tangens alfa. Imamo sekans alfa in kosekans alfa. Sedaj, te so obratne vrednosti sinusa in kosinusa, vendar katera od katere. Je lahko se spomniti tako. Tukaj, kjer imamo besedico ko, imamo sinus. Tukaj, ko nimamo besedice ko, imamo tukaj ko. Ko, sinus. Torej, tukaj ni, tukaj je ko. Tukaj je ko in tukaj ni.
Tako. Za vse, torej za obe definiciji, tista bolj v pravokotnem trikotniku, tista bolj splošna, veljata ti dve osnovni zvezi, ki je zelo važno jih poznati. Da tangens alfa je sinus alfa, sinus alfa, ulomljeno kosinus alfa. In tudi tista druga, sinus na drugo alfa plus kosinus na drugo alfa je enako 1. Prosim, všečkajte in vpišite se. Hvala.